Pozdravljeni. Na vrsto je prišel prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Savdske Arabije. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na prvem in predvsem drugem prostem treningu. Tudi današnji prispevek pred kvalifikacijami bo kot ponavadi razdeljen na dva dela. V prvem si bomo ogledali tehnične novosti ter zanimivosti, medtem ko bomo v drugem skušali razumeti pravo razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. A začnimo s tistim, kar so ekipe pokazale novega, tokrat na progi v Džedi. Kot ponavadi se bom oprl na tisti uradni dokument, ki ga je izdala FIA. In preden se spustimo k malce bolj podrobni analizi vsake posamezne ekipe, bi vas rad spomnil na neko posebnost. Videli boste v nadaljevanju, da so nekatere ekipe skušale samo pripraviti bolid, da bo čim boljši na tej specifični dirki s paketom posodobitev, kjer gre po večini za zmanjšanje zračnega upora. A pri nekaterih drugih je seveda glavno vodilo povečanje samega aerodinamičnega oprijema, kjer pravzaprav bi lahko videli prednost tudi na nadaljnjih dirkah in ne samo tu v Savdski Arabiji. Seveda imamo tudi tretjo varianto, kjer gre za kombinacijo obeh rešitev. A začnimo z McLarenom, kjer bi lahko dejali, da gre njihov paket prav v tisti smeri splošnega izboljšanja njihove forme. Vidimo lahko novo obliko pri difuzorju in tudi na zadnji osi so napravili določene spremembe tam pri vpetju samega testa. In lahko bi dejali, da McLaren MCL39 ima določeno tehnično prednost, ampak pri ekipi iz Wokinga ne želijo, da bi jih kdo presenetil. Zato konstantno izboljšujejo svoj bolid. Ampak ne v tistem smislu, kot lahko vidimo pri skuderiji Ferrari, ker je tudi tu prisoten nov paket posodobitev, kjer pa gre po večini za zmanjšanje zračnega upora. Nekaj, kar pride izjemno prav na progi, kot je ta v Savdski Arabiji. Spremembe na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, kjer je treba poudariti, vidimo rešitve, ki so bile prisotne že na lanskem SF Pomišljaj 24. Nič kaj takega, če zadeve delujejo in so preizkušene, seveda ne bodo škodile tudi letošnjemu bolidu. Tako da tu vidimo drugačen pristop med McLarenom in Ferrarijem. Kaj pa pri Red Bullu? Tu bi lahko dejali najprej podobna zgodba kot pri Ferrariju, kar se tiče tistega spodnjega profila pri zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, kjer so spremenili dolžino in kot, ampak druga zanimivost, zopet sprememba na samem pokrovu pogonskega sklopa, kot da se bojijo pregrevanja in so zaradi tega povečali prehod zraka v tem delu okrog izpušne cevi. Rad bi poudaril, da prav pregrevanje bi lahko bila tudi ena izmed hib Red Bulla RB21. Videli smo že kar na nekaj zadnjih velikih nagradah, da so pri tej ekipi iz Milton Keynesa napravili določene spremembe prav na tem elementu. Kot da zaradi pregrevanja samega pogonskega sklopa Honda morajo delovati na nižjem režimu obratov in zaradi tega iščejo neko rešitev. A videli bomo, ali so uspešni ali ne.
Nato sledi Aston Martin, kjer vidimo predvsem manj agresiven zadnji profil, kar je zopet neka sprememba, ki gre v podobno smer, kot smo jo videli pri Ferrariju, namreč prilagajanje točno specifikacijam proge tu v Jeddi, namreč treba je povedati, da gre za izjemno hitro progo in lahko bi dejali, da s tem niso rešili pri Aston Martinu tistih osnovnih hit, ki jih ima AMR 25. Nato pri ekipi Haas vidimo seveda spremembo kota tako na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, kot tudi rahel popravek tam spredaj, kar je zopet razumljivo. In tu ne smemo mimo ekipe Racing Bulls, ki sledi tistemu, kar smo videli pri drugih ekipah, zopet prilagajanje same proge. Pri ekipi Williams so bili izjemno temeljiti, namreč pri njih bi lahko dejali, da v resnici gre za kombinacijo obeh pristopov. Namreč vidimo lahko spremembe tako na prednjem kot na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, ampak kar je bolj zanimivo, tudi spremembo na dnu, na tistem ekstraktorju pred samim difuzorjem. Kar bi lahko pomenilo, da pri ekipi iz Grova iščejo rešitve, ki bodo pripeljale tako kratkoročne rezultate, torej na naslednji dirki svetovnega prvenstva Formule 1, kot tudi rahlo bolj dolgoročne, torej na 2, 3, mogoče 4 dirkah. Na koncu ne smemo pozabiti niti na Sauber, kjer pa vidimo, da so imeli identični pristop kot pri ekipi Williams. Večji del paketa je posvečen tistim prilagoditvam na progo v Jeddi, čeprav so tudi oni spremenili na samem dnu že prej omenjeni ekstrakt. Ampak videli bomo, kdo je napravil najboljše delo že čez nekaj dni po koncu same dirke za veliko nagrado. Preden se spustimo k analizi prvega in predvsem drugega prostega treninga, še zanimivost. Namreč zamenjali so kar nekaj pogonskih sklopov. Vse 4 pri Hondi in tistega, ki ga ima na razpolago Pierre Gasly. Torej, vidimo lahko, da je prišlo do dokaj zanimive situacije, namreč pri Hondi imamo menjavo tako pri ekipi Red Bull kot pri Racing Bulls. In to samo po 4 velikih nagradah, kar je v mojem skromnem videnju dokaj hitro. Ima morda ona teorija o pregrevanju, ki sem jo povedal pred nekaj minutami, kakšno osnovo, videli bomo skupaj, ampak meni se ta programirana menjava zdi izjemno zgodna. Kaj pa Pierre Gasly? Tudi pri Renaultu ne moremo pričakovati kakšne učinkovitosti. In če pogledamo, da ima letošnje prvenstvo 24 dirk, zamenjati prvo od 4 enot po samo 4 odpeljanih dirkah je res prezgodaj. A prvi prosti trening nas tu v Saudski Arabiji ne sme zavesti. Videli smo, da že prej omenjeni Pierre Gasly je blestel. A tu je treba podčrtati 2 zadevi. In prva je ta, ki sem jo že omenil. Gasly je imel na razpolago sveži pogonski sklop, kar mu je omogočalo biti hitrejši. In drugič, prvi prosti trening je bil na vrsti ob dnevni svetlobi, kar je daleč od pogojev, ki jih bomo videli tako na kvalifikaciji, kot kasneje na dirki. In zato ne smemo biti presenečeni, da so bili, na primer, pri Williamsu z obema bolidoma tako dobri. In tu dobimo že prvi dokaz, da morda ni vse tako lepo, kot izgleda. Zato je bolje pogledati, kaj se je zgodilo na drugem prostem treningu.
ki je časovno umeščen v tisti del dneva oziroma noči, ko bomo gledali in kvalifikacije ter seveda dirko za veliko nagrado. In lepo lahko vidimo, da sta oba Mclarena spredaj, kar ni nič čudnega, in vidimo tudi, da je Lando Norris malček pred Oskarjem Piastrijem. A pravi vrstni red bodo pokazale jutrišnje kvalifikacije. Nato Max Verstappen, ki ima nov pogonski sklop, ampak je zopet dokazal, da je v formi, da ni vse tako slabo, kot nekateri pišejo, drugi pa govorijo. In ne smemo pozabiti, da tudi Yuki Tsunoda je bil dokaj spredaj. Boljši kot običajno Sergio Perez ali pa Liam Lawson. In tu prvo pravo presenečenje, ki je Carlos Sainz mlajši z Williamsom tam spredaj, med najboljšimi. In treba bo počakati res kvalifikacije, da bi lahko razumeli, ali so pri Williamsu dobili neko pravo rešitev. Po drugi strani ne smemo mimo Charlesa Leclerca, ki je bil četrti, in lahko se začnemo spraševati, res, kje je tista prava forma Ferrarija, čeprav zaostanek Leclerca za prvimi tremi je bil res velik. Ampak ne tolikšen kot tisti pri Lewisu Hamiltonu, ki je bil slabši tudi od mnogih nekaterih drugih voznikov, ki so imeli bližnja srečanja z betonskimi zidovi. In lahko bi dejali, da Lewis Hamilton se še zmeraj prilagaja, še ni udoben v Ferrariju SE pomišljaj 25, ampak teh izgovorov bo po času malce preveč. Lewis Hamilton mora dokazati, da ni prišel v Ferrari samo zaradi tistega denarja, ki ga dobi za pogodbo. In prihajamo še do tovarniške ekipe Mercedes, kjer bi lahko dejali, da res je imel Andrea Kimi Antonelli določene težave, ampak zgleda, da dvojni V16 na izjemno hitrih progah ni domač. Videli bomo v kvalifikacijah, ampak izgledalo je, kot da sta oba, tako Antonelli kot Russell, imela težave prav s to hitrostjo, ki je potrebna na tej progi. A da malce povzamemo, vidimo lahko, da tam spredaj nobenih sprememb. Oba Mclarena bosta tista dva, ki se bosta borila za prvo štartno vrsto. Nato Max Verstappen in mogoče, ponavljam, mogoče Charles Leclerc. V prvih dveh vrstah bi lahko dejali brez večjih sprememb, ampak nato lahko pričakujemo razna presenečenja. Ne samo Carlosa Sainza mlajšega, ampak tudi nekoga, kot je Tsunoda ali pa Hülkenberg. Zato ne smemo biti presenečeni, da na progi kot v Jeddi lahko pridejo v ospredje tudi tako imenovani outsideri. Tudi Gasly, ki sem ga omenil v prvem prostem treningu, ni bil slab, ampak treba je razumeti, koliko je res izkoristil nov pogonski sklop in koliko v resnici se je forma Alpina dvignila. Tudi videli smo na prejšnji veliki nagradi, da niso bili slabi. A pustimo se presenetiti. Kar se tiče prispevka pred kvalifikacijami, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.